Pozdravljeni, z mano je Ivan Mitrevski, ilustrator, stripar, pisatelj. Ivan, tvoja zadnja knjiga je Bolhograd, zgodba o prav posebnem mestu. Kakšno mesto je Bolhograd? Ja, kot pravi podnaslov, zelo posebno, ne? Zelo posebno. To je mesto, ki ga naseljujejo, sicer bi mogoče kdo lahko sklepal bolhe, ampak v resnici ga naseljujejo psi. In je eno, bom rekel, malo mesto, ki živi neko svoje idilično mestno življenje, ko ga naenkrat doleti ena nadloga, ali kako bi rekli, in to so namreč avtomobili. Inspiracija za to knjigo je jasno malo mesto, iz katerega jaz prihajam, to je Kamnik, ki je sicer malo mesto, ampak po številu avtomobilov bi lahko kandidiralo za velemesto, in tudi ceste so velikanske, široke in zgoščene s prometom, tako da tudi v tem pogledu je lahko kandidiral za precej veliko mesto. In točno to protislovje je nek problem, ki sem ga hotel v tej knjigi obdelati. Tako da tako mesto Bolhograd je. Kaj nam torej Bolhograd pove o našem življenju v naših mestih? Omenil si že, da izhajaš iz svojega mesta. Ja, jaz bi rekel, kar je mogoče bolj, kar je problem, ki sem ga hotel obdelati, je ta, da so avtomobili prostorsko toliko potratni, da nam v mestih zmanjkuje prostora za hojo, prostora za igro, in zmanjkuje nam javnih površin, kjer bi se lahko mladi in otroci in starejši družili, in vse bolj izrivamo to druženje, ki se mu lahko reče tudi mestno druženje, ga izrivamo na neke cone, ki so namenjene zgolj temu, ki pa se pod komercialnimi in prometnimi pritiski in zahtevami nekako ožijo in krčijo. In na koncu pa imate situacijo, ko se otroci družijo nekje, pa jih odženejo, ker je tam privatno zemljišče, ampak jih pa grejo potem kam drugam, ampak tam je spet motijo sosede in grejo spet nekam drugam in jih spet odženejo, in na koncu v tem mestu ne najdejo svojega mesta in svojega prostora. In ravno to je to, kar se mi zdi problematično danes, in mislim, da glavni krivec so, a pa eden od glavnih krivcev so ravno avtomobili. Avtomobili so objekt, ki je vse prisoten, pravzaprav ne moremo več posneti nobene fotografije mesta, brez da bi v njej posneli tudi gnečo, ki avtomobili proizvajajo, in včasih se lahko vprašamo, kaj s tem žrtvujemo, ne? S tem potratnim načinom prevoza žrtvujemo ogromno prostora in žrtvujemo tudi ta nek način življenja, nek način druženja, ki se mi zdi, da je bistveno za mestno življenje, pa za življenje v zelo posebnem mestu. Je pa res, da pa danes in tudi prej so obstajala naselja, ki so bolj namenjena res samo spanju in bivanju, in tudi vsa ostala mesta postajajo nekako taka. In to je strah, in to je tema te knjige, strah, ki bi ga rad, strah, ki ga imam jaz strah me je, da bi vsa naša mesta postala taka, ne, se pravi, lična navzven, a v resnici neuporabna za meščane, in tudi kjer se sprošča promet, kjer se ga izganja ven iz mest, je to namenjeno predvsem nekim turističnim namenom, se pravi, spet je neka komercialna raba starih mestnih jeder tle v igri, in pozabljamo pa, da v mestih živimo ljudje, a pa v Bolhogradu pa slučajno živijo pač psi, ki se nimajo potem kam iti igrat, loviti palce, ne vem, ovohavati kandelabre in ostale stvari, ki jih pač psi počnejo. Bolhograd, ki je nenazadnje taka igriva knjiga o kužkih,
izpostavlja torej en problem, ki je tudi naš problem, a prinaša tudi kakšno slutnjo rešitve tega problema? Ja, če prinaša slutnjo rešitve, zdaj literatura, otroške knjige ne rešujejo sveta, ne rešujejo problemov, ker kako bi jih lahko, se so samo knjige, probleme rešujejo dobre odločitve, ki se jih sprejema na ravneh, kjer se te odločitve pač sprejemajo, dokler bodo župani in občinski mestni sveti sprejemali nove zakone, odloke, financirali ceste, bomo pač imeli več cest, Ko se bo pa financiranje obrnilo v drugo smer, bomo imeli pa pač več železnic in več javnega prometa. In mislim, je neumno pričakovati od knjige, da bo karkoli rešila. Je pa res, da problem, ki ga tukaj izpostavljam, ni nič novega, prav res je postal že na nek način floskula, ampak rešitev pa ni na spregled. Mislim, da so interesi avtomobilske industrije, avtomobilistov, naše same življenjske navade so postale take, da je ta pritisk, da se gradi več cest in da se izriva parke in javne površine ven iz mest, je pač prevelik in politiki pač temu sledijo. Tako da rešitve jaz ne ponujam, ker je tudi ne morem, ampak upam, da pa se bo trend obrnil. Ta trend traja, ta trend kopičenja avtomobilov traja v Sloveniji že zelo dolgo. Mislim, da od 60-ih naprej je bolj kot ne se gradi avtocestna infrastruktura, ostale infrastrukturo se pa pušča ali pa se je celo namerno uničuje. Tako da upam, da se bo trend enkrat kmalu obrnil, pa mislim, da razlog za to lahko vsak pogleda skozi svoje okno ali pa se sprehodimo po prometni ulici, pa vidimo, kaj je razlog za to. Ampak zdaj jaz le govorim veliko o infrastrukturi, o financah, o proračunih, ampak v resnici je to, bom rekel, smešna knjigica za otroke in mladino, tako da ne bom preveč zabredel v neke resne probleme, za katere nisem bil poklican, da jih rešujem. No, pa če se vrneva k sami knjigi, ti si avtor in besedila in ilustracije, pa me zanima, a je drugače ilustrirati svoje besedilo? Bom rekel, da je, čeprav tudi tukaj sem se znašel nekako v neki nenavadni protislovni situaciji, kjer sem bil jezen na avtorja besedila, čeprav sem to v resnici bil ena te ista oseba, ampak očitno je pač ilustracija je pač neka druga obdelava besedila in tudi, če ga sam napišem, moram par problemov rešiti na nek način, tako da, ampak ja, bilo je malo lažje, čeprav bom rekel, da je tudi z drugimi avtorji lepo delati, tako da. No, lepo, ker predzadnja knjiga izpred tvoje barvice je pa hkrati zadnja moja, Kaj misliš kdo, ki je pa pravzaprav slikanica, ki po eni strani s preprostimi vprašanji, kot kaj misliš, kdo je živ ali pa kdo se boji teme, kdo se rad igra, in bogatimi ilustracijami spodbuja tudi nek premislek in pogovor, naprimer o tem, kaj sploh pomeni biti živ, bolan, prvi, o tem, kako se razlikujemo, kako smo si podobni, kako lahko na stvari gledamo z različnih perspektiv. Pa me zanima, kako različna sta bila zate kot ilustratorja te dva projekta, torej Bolhograd in pa Kaj misliš kdo? Ja, bi rekel, Kaj misliš kdo? Pri založbi Miš se radi odločajo, da meni dajo za ilustrirati, bom rekel, najtežje slikanice, tam, kjer ni, bom rekel, prave zgodbe, ampak ima avtor, pisateljica neke bolj ambiciozne namene z njo. Tako da je bila v tem smislu je bila zelo naporno je bilo risati, ker izpostavlja neke ker z ilustracijo smo hoteli nekako razložiti neke zelo abstraktne pojme, kot so kdo je živ, se pravi življenje, kdo je, kaj smo še imeli notri, kdo je zelen, dobro, ta je bila malo lažja. Ja, kdo se rad igra, kdo je bolan. Kdo je bolan, zdaj bolezen, življenje, ljubezen,
biti, ne biti, vse to so zelo težki pojmi za razlagati in z njimi operirati, čeprav jih uporabljamo v vsakdanjem jeziku ves čas, ampak je bilo pa tle otrokom mogoče težko razložiti. Jaz bi rekel, da je bilo v tem pogledu je ta slikanica bila zato toliko naporna in težka za narediti in mogoče je to slikanica, ki jaz bi jo priporočil, da se z njo, da jo berejo kot vse slikanice, pa večino slikanic, da jo starši berejo z otroci in da je to slikanica, ob kateri se bo veliko ljudi pogovorili in mogoče sprl, ker se krešijo mnenja, kaj je živo, kaj ni živo, tako da nekih takih igric pa takih nesmislov smo notri nastavili, da so ravno primerni, da se bralci med sabo sprejo. Tako da v tem smislu je bila zelo naporno je bilo ilustrirati, čeprav po drugi strani vsebuje zgolj vsaka stran vsebuje zgolj 12 ali koliko že likov v različnih pozah, tako da v tem pogledu pa je bila v resnici zelo enostavna, tehnično zelo enostavna in nenaporna. Bolhograd je pa neka druga knjiga, ne, se pravi taka, ki sem jo tudi jaz napisal, tako da ne morem se jeziti na avtorja, kaj mi je napisal in zakaj moram jaz to zdaj ilustrirati. Tako da je bila v tem smislu je bilo veliko lažje narisati, pa tudi je ena cela zgodba, ampak ker je pač v njej nastopajo avtomobili, sem hotel pokazati ne samo vso to problematiko, ki sem jo prej izpostavljal, se pravi, da nam jemljajo prostor in so nasploh nekoristne in potratne zadeve, ampak sem hotel pokazati tudi, kaj nas toliko fascinira pri tem objektu, ki je vse prisoten in zakaj ga imamo obenem tudi radi, in to fascinacijo sem hotel pokazati, tako da je bilo velik užitek mi je bilo risati ravno ta objekt, proti kateremu je naperjena knjiga, se pravi avtomobile, tako da največji užitek te knjige je bil risati vse sorte različnih avtomobilov. In paradoksno bo najbolj všeč ravno ljudem, ki imajo zelo radi avtomobile. Ja, sredi knjige ali pa pravzaprav tam po 1/3 se sprehodimo kar čez par strani avtomobilov in moram reči, da mladi bralci se na unih straneh posebej radi ustavljajo in iščejo svoj najljubši avto. Ja. Mislim, čeprav je javne površine so super, ampak jih je težko risati, ne? Težko je risati dobre javne dobrine, je zelo težko narisati in tudi je jasno zakaj, ker so avtomobili so nekaj, kar se prodaja in je industrija, milijardna industrija za njo, ki je v desetletjih preko reklam, preko filmov, preko stripov tudi, preko knjig promovirala to neko obliko prevoza in se nam zdijo avtomobili zato nek podaljšek lastne osebe in kot ilustrator se jasno lahko usedem na vso to imažerijo, na vso to podobo, ki so jo ustvarjali v teh desetletjih in je zato toliko lažje risati avtomobile, medtem ko pač pri tvoji knjigi, kaj misliš, kdo ilustriramo neke zelo splošne pojme, ki jih je pač težko, ampak sem prepričan, če bi nekdo ustanovil podjetje, ki bi desetletja reklamiralo abstraktne pojme, da bi agencije ustvarile celo to podobe različne, kako je cool biti zelen ali karkoli smo že v njej obravnavali. Ne? Tako da vsakič, ko ilustrator kaj ilustrira, se pač naslanja tudi na podobe, ki jih že poznamo od prej in ki so nekako v splošnem obtoku, pa saj tudi pri pisanju je točno tako, se naslanjamo na to, kar že mi in bralci poznamo in s čimer pač odraščamo in živimo. Ja, kaj misliš, kdo je pravzaprav tretja v nizu knjig, ki odpirajo en tak premislek pojmov, ki so temeljni za naše razumevanje sveta oziroma besed, s katerimi se srečujemo vsak dan, pa redko pomislimo na to, kaj sploh pomenijo. In če je bila prva 50 abstraktnih izumov namenjena predvsem bralcem, tam konec osnovne šole, še bolj pa v srednji šoli,
In knjiga Kaj sploh je to, predvsem bralcem tam v 2. triletju osnovne šole, kaj misliš kdo, pa je namenjena predvsem bralcem tam na začetku osnovne šole, morda tudi bralcem pred vstopom v osnovno šolo. Pa me zanima, a se drugače lotiš ilustriranja glede na to, katera je primarna ciljna publika knjige, ki jo ilustriraš? Zagotovo, ker kako drugače, ne? Tako kot razumemo, kot so besedila napisana za različne starosti in različne tudi skupine znotraj te starosti, so tudi ilustracije jasno prilagojene svojemu občinstvu, ne? Saj otroci ne berejo, ne gledajo podobe se ilustracija, pa vse podobe prebiramo, ravno tako kot prebiramo besede in tudi ene besede razumemo starejši, ene pa mlajši ne razumejo, ne. Tako da to je to. Ampak mogoče bi te jaz vprašal eno vprašanje, glede na to, da si zdaj, da si ti avtorica teh 3 knjig, da mi povej, a pa si ti drugače pisala za starejše, a si drugače pisala za te, ki niso tako mladi več, ali te, ki so mlajši, in za otroka imaš druge načine pisanja? Vsekakor. Moram reči, da mislim, če ne drugega, so bile besede vsakič bolj enostavne. A pa so bile besede vsakič bolj enostavne? So bile besede vsakič bolj enostavne. Kdo je živ? Ja. Življenje se ti zdi, da ne gre. Enostavna beseda. Vsekakor gre za besedo, ki jo najdemo v besedišču otrok iz tega obdobja in jo uporabljajo, slišijo. Medtem ko se mi zdi, da v knjigi 50 abstraktnih izumov najdemo tudi take, ki jih prvošolčki morda še ne ujamejo v svojem vsakdanjem življenju. Tudi pristop je bil drugačen. Naprimer, v Kaj sploh je to, so vse besede razložene preko zgodb, ravno zato, ker se mi zdi, da v tem obdobju jih zgodbe potegnejo, da lažje razumejo prek zgodbe, medtem ko so v 50 abstraktnih izumih zgodbe bolj posejane sem in tja. Medtem ko Kaj misliš kdo, kot dobro veš, pravzaprav temelji na ilustraciji. Se mi zdi, da je to eno tako obdobje, ker prav ilustracija potegne bralce v eno igranje in razmislek. Jaz bi rekel, da jih potegne, ampak pri slikanicah predvsem je ilustracija tista, ki pripoveduje skupaj z besedo, a pa včasih celo prevzame prvenstvo pri pripovedovanju, ne? Tako da ni več samo ilustracija, ni več samo razjasnitev besedila, ampak je pač zgodba sama. Katera ti je bila pa všeč? Meni je bila Kaj sploh je to, se mi zdi, da nam je najbolj uspela. Se mi zdi, da za to publiko, bom rekel, 2., 3. triada osnovnošolcev, da tle so bila najboljša. Meni je blizu razmišljanje, da vprašati avtorja, katero knjigo ima najrajši, je podoben, če ga vprašaš, katerega od otrok ima najrajši. Ja, čeprav vsi vemo, da ima vsak najljubšega otroka v resnici. Ne, glej. Lahko se zgodi, da bo kdo od mojih otrok pogledal tole, tako da to absolutno ne drži. Meni je bil poseben izziv res delati knjige za različne ciljne publike, no? In me je to posebej veselilo, da res poskušam. Torej v knjigi 50 abstraktnih izumov je bil načrt razložiti stvari čim bolj preprosto, ampak ne preveč preprosto. Ampak potem sva si nekako zadala nalogo stvari razložiti še malo bolj preprosto in še bolj preprosto. Je pa res, da so se razlikovali tudi pojmi. Ti si, naprimer, ob Kaj misliš kdo, jih naštel še ene par, ki jih najdemo potem tudi v drugih 2, naprimer Bit v 50 abstraktnih izumov ali pa Ljubezen v Kaj sploh je to. Tako da že potem so se knjige razlikovale pravzaprav, na kakšno področje smo se spustili, ker ne vem, če bi Bit, fenomen in kvant razlagala v slikanici namenjeni bralčkom tam v prvih razredih osnovne šole. Lahko poskusiš. Lahko poskusiš, ja. Mene pa zanima, tako na splošno, rekel si, da ti je bila Kaj sploh je to najbolj všeč, pa ali na splošno najrajši ustvarjaš za to starostno obdobje, ali pravzaprav rad skačeš med različnimi ciljnimi publikami? Bi jaz rekel, da sem mogoče najbolj primeren prav za to starostno obdobje, čeprav izlet v slikanice se mi zdi, da
mi je parkrat uspel. Mogoče najtežja publika od vseh so v resnici odrasli bralci, s katerimi nikoli nisem se dobro razumel. Pa nikoli ne vem, kako, mislim, rad hodim po šolah in velikokrat se pogovarjam z otroci, ki so prebrali moje knjige, medtem ko z odraslimi bralci pa hudič, nikoli ti nič iskreno ne povejo, nikoli ne veš, kaj si mislijo, tako da ne vem niti, kako se obnesejo te knjige, kot je 50 abstraktnih izumov. Bi pa rekel, da mogoče ta humor ali pa te neki prismuknjeni liki so najbolj primerni za, bom rekel, srednje otroke, za osnovnošolce, čeprav za zadnje čase poskušam malo mehkej risati, tako kot je mogoče v tej tvoji knjigi, kaj misliš, kdo, uporabljam rad barvico namesto precej bolj močnega in udarnega črnila, ampak tako, no. Upam, jaz poskušam biti v svojih knjigah zabaven pa smešen, in to je ravno tako področje, kjer ti super je, če ti uspe, ampak če ti pa ne, pa ful ni dobro. Tako da to je ta izziv dela za osnovnošolce in predšolsko mularijo, da ne bojo zaštekali šale, medtem ko odrasli smo pa dosti cinični, da pač preskočimo stvari, ki nam niso všeč in preberemo samo tisto, kar nam je. Tako. Napovednik tega današnjega dogodka se sprašuje, kaj je skupno slonom, psom, mačkam in žabam. In sloni, psi, ampak sprašujem se, kje so mačke? Mačke tudi nastopajo v Bolhogradu kot pasje mesto, se jasno ne razumejo, tako kot vsa mala mesta se ne razumejo s sosednjim malim mestom, in jasno se tudi Bolhograjci ne razumejo z mačkami, ne, ki živijo najbrž v mestu Mačkovci, mislim, da je celo omenjeno noter, tako da tam so mačke. V tej knjigi sem narisal pse, no, so psi prebivalci, se mi zdi, da so psi tako hvaležna žival za risanje, ker imajo različne pasme, ki se med sabo precej razlikujejo, in vsaki od teh pasem nekako pripisujemo eno značilnost, tako da se lahko ilustrator že spet se ilustrator naslanja na podobe, ki že obstajajo. Medtem ko mačke je pa malo težje risati, ker se te pasme ne razlikujejo tako zelo, no. Tako da bi bil precej večji izziv risati mačke. Medtem ko v Kaj misliš, kdo, najdemo pa gospoda filozofskega krokodila. Najdemo gospoda filozofskega krokodila. Jaz sem zelo mi je všeč, če je v knjigah za otroke, če je nek element, en del zgodbe, nek junak, ki je prismuknjen, ki ne paše nikamor zares, ki je absurden in trapast, in se mi zdi, da je mladinska književnost ravno polje, kjer ta absurdnost zelo lepo deluje, in bralci so zelo me radi pohvalijo za te traparije, ki jih rišem. Čeprav vem, da je uredniki in založniki radi, bom rekel, polikajo vso vsebino tako, da nima nekih vprašljivih elementov, ampak sem zelo vesel, da smo obdržali tega krokodila filozofa, ki mislim, da še cilinder nosi in je v fraku ves čas pametuje, čeprav je čist navaden kuščar, ne, tako da prisluhnite krokodilom, če bojo kaj rekli, ne. Nisi samo ustvarjalec, ampak si tudi vnet bralec, ne samo sebi, ampak tudi svojemu pomladku. Tako da me zanima, mogoče čisto iz osebnih izkušenj, zakaj pa je Bolhograd ali pa mogoče kakšna od drugih knjig,
ki jih imamo razstavljene tukaj, še posebej primeren za skupno družinsko branje? Ja, mislim, mi zelo radi doma beremo in tudi zdaj so otroci starejši in nekateri od njih radi tudi sami berejo, nekateri drugi pa pač ne. Jaz bi rekel, da je za družinsko branje, za skupno branje so slikanice jasno idealne, ampak mi radi posegamo, tudi ko so bile mlajši otroci, smo radi posegali po knjigah, ki so namenjene starejšim in še zdaj radi, čeprav sta že večji punci, še vedno radi kakšno slikanico preberemo. Mislim, da ni treba biti, ne smemo biti se ne smemo toliko ozirati na priporočeno starost pri knjigah in tudi kakšna, bom rekel, težja knjiga je zelo lepo izpade za to aktivnost. Mi smo zelo radi beremo pustolovščine, kot je na primer Harry Potter, ki gre meni, sicer bom tvegal in rekel, da mi gre blazno na živce, posebej zdaj, ko sem ga na glas prebral 2-krat. Ampak smo ga zelo radi brali, ker je ena razvlečena avantura in smo cele ure sedeli in brali te knjige in se mi zdi, da je to v nekem današnjem svetu, posebej še v zadnjih 2 letih, ko vsi letamo, krpamo zadeve in nam komi znese, se mi zdi, da je ravno ta ura, pol ura, kakorkoli si pač lahko, kjer starš privošči, da je ravno ta čas, tisti čas, ko je mogoče druženje med starši in otroci najbolj intimno in tudi se lahko v tem času, ko se branje zaključi, se tudi otrokom lahko odprejo kakšno vprašanje. Nasploh otroci pred spanjem postanejo pravi filozofi in sprašujejo razne zadeve, najbrž tudi zato, ker pač nočejo iti spat, ne. Ampak ravno ta čas je treba, po mojem, izkoristiti za skupno druženje, ker vsak starš, preštejte si ure, ki jih preživite v skupnem druženju, pa boste videli, da jih je v resnici ves čas krpamo neke obveznosti, skrbimo za ene zadeve, ves čas družinsko življenje je predvsem ena koordinacija obveznosti, tako da za nas je bilo branje zelo pomembno, da smo nekako vzpostavili en bolj intimen odnos. Priporočil vam pa nimam zadati, berite kar želite, pojďte v knjižnico, naberite si kup knjig, probite tiste, ki vam niso všeč, jih pač ne brati, tiste, ki so vam všeč, pa berite, ker knjig je tisoče in tisoče različnih knjig, tako da ravno zato je družinsko branje z otroki toliko zabavno, ker si lahko pač, če vam ena ni všeč, si izberete drugo in gremo. Torej, čisto za zaključek, se je pri vas pri Bolhogradu sprostila kakšna filozofska debata? Ne. V resnici pri nas doma ne beremo mojih knjig, ker otroci že sodelujejo pri nastanku, pa potem, ko pridejo iz tiska, sem jaz ves vesel, ker pač kot vsak avtor, kot vsak založnik je vesel, ko pride knjiga iz tiska in se ves navdušen in bi jo rad prebral otrokom, ampak otroci pravijo, to smo že prebrali, ko si imel to na računalniku, tako da pri tej knjigi se ni sprožil nobenih pravih filozofskih utrinkov nismo imeli, tako da tukaj potem zbiramo filozofske utrinke drugih skupnih bralcev. Ampak smo se pa veliko prepirali, ko je nastajala tale tvoja knjiga, kaj misliš, kdo je živ, kdo ni živ, kdo je zelena, če je en del zelena, je pol cel zelen. To je, jaz vam pravim, to je prava knjiga za prepirati se doma pred spanjem. Moja najmlajša bralca sta ugotovila, da je to edina slikanica, kjer se vsakemu liku vsaj enkrat zgodi nekaj neprijetnega, da vsaki drugi vsaj nekdo res dobro odnese čez celo zgodbo. Tukaj pa vsakega čaka kakšna nesreča. Ja, nisva šparala likov, nisva jih kar poslala čez vse nezgode. Skratka, še dobro, da so sam narisani. Tako.
Hvala, Ivan, jaz pa priporočam cel paket v družinsko branje v različnih postavitvah. Ja, hvala tudi od mene, pa je tudi meni kot vsem založnikom, avtorjem, obiskovalcem, bralcem žal, da je knjižni sejem odpadel, ampak letos obstaja v tej varianti, v tej obliki, pojdite v knjigarne, kupite knjigo, vzamite si jo domov in berite z otroki in tako. Hvala.